V Ljudskem vrtu je potekal derbi kroga med vodilnim Mariborom in drugovrščenim Koprom. Koprčani so v tej sezoni doma že premagali vijoličaste, tokrat pa je Maribor po zmagi v prejšnjem krogu na derbiju proti Olimpiji pričakal Koper kot velik favorit. Prva akcija tekme je pripadla domačim, poskušal je Argus, priložnost za Maribor po prekinitvi. Podal je Vršič, zgrešil pa je Argus za las vrata Kopra. Priložnost še enkrat za Koprčane, podaja pred vrata in tole je bila 25. minuta. Jaka Štromajer pa je bil na pravem mestu in gol za goste. Po podaji Galešiča je bil na pravem mestu Štromajer, ki je zgolj podstavil glavo in premagal Handanoviča za prednost Kanarčkov. Do konca prvega polčasa še dve obetavni akciji na domači strani. Najprej podaja z desne, Fajič pa je zapravil veliko priložnost. In nato še prosti strel za kapetana Tavareša, poskušal je vdaleč, na pravem mestu pa Simčič, ki je žogo uspel izbiti v kot. V drugem polčasu pa najprej koprska akcija, po nevarnem protinapadu je takole preigraval Galešič in streljal, izkazal se je Handanovič, Maribor pa je do svoje prve akcije prišel v 6. minuti nadaljevanja, po kotu je meril Vršič, a na koncu je žoga končala mimo leve vratnice Simčiča. Maribor je še naprej napadal in tole je že njihova nova kombinacija. Tavares je našel Fajiča, odbita žoga pa je prišla do Vršiča, ki je streljal. Z odlično obrambo pa je Simčič žogo uspel izbiti v kot. Še ena koprska akcija, spet je bil na delu Handanovič, ki je imel ogromno težav ob temle poskusu Galešiča. Nato še ena mariborska akcija, preigraval je Viler, na koncu pa je žoga prišla do samega Fajiča, ki je bil sam pred golom in takole je poskrbel za izenačenje v Ljudskem vrtu. Maribor Koper torej 1:1. Veselje za vijoličaste, Fajič je z 5 metrov premagal vratarja Simčiča in zabil še svoj drugi gol na drugi tekmi v tem drugem delu prvenstva. Koprčani so želeli 11 metrovko, dolga žoga v kazenski prostor, brez prekrška po mnenju glavnega sodnika srečanja. Takole je Milec nekoliko potegnil za roko Haliloviča, sodniška piščalka je ostala nema, potem pa predzadnja minuta rednega dela in velika napaka obrambe Maribora in še posebej vratarja Handanoviča, ki je tole žogo spustil v mrežo in poskrbel za prednost Kopra 1:2. Natančen je bil Matej Pučko in izkoristil tale protinapad, potem pa sodniški podaljšek, dolga žoga pred vrata in zadetek Gorana Cvijanoviča, ki je zadev za 2:2. To je bil tudi zadnji gol tekme. Cvijanovič je torej postavil končni izid tekme. Maribor Koper 2:2, na koncu 4 goli in brez zmagovalca na derbiju prve lige v temle 21. krogu.